Ta mesec je v okviru Toplart galerije zaživela fotografska razstava Znani portreti doline Mirne avtorja Sebastjana Popelarja. Avtor je na ogled postavil 24 izbranih fotografij, s katerimi je pokazal nove poglede na krajinske in kulturne posebnosti Mirnske doline. V bistvu sem nekaj čas razmišljal, kako bi izbral ta naslov. Tako da lahko rečem, da malenko zavaja, ker v bistvu gre za pejsaže, to se pravi pokrajinske posnetke Mirnske doline. V bistvu je razstava oziroma sklop je nastajal spontano, tako da to govorijo sami datumi pod fotografijami, tako da 2007 je nastal prvi posnetek, no potem sem jih pa zlagal. Tako da sem že bil v začetku tega projekta Toplart galerije odločen, želel sem si izpeljati to razstavo že dlje časa, tako da sem zdaj tudi res naredil ta izbor, napisal spremno besedo in jo umestil v ta projekt letošnje Galerije na prostem. Razstava prikazuje izbor ujetih trenutkov krajine, ki so nastali med letoma 2007 in 2012. Še zmeraj gre, če gledamo metaforično, so lahko tudi portreti. V bistvu krajina je tako razgibana, da ponuja toliko enih prizorov, toliko podob, da v bistvu portret se ti urine vmes, ko razmišljaš o naslovu v tem primeru. Lahko bi dal prizori Mirnske doline, lepi prizori Mirnske doline, Mirnsko dolino ali pa srce Mirnske doline. Tukaj lahko si pusti svobode. Popelar je ob odprtju razstave, ki je tokrat zaradi slabega vremena namesto pod Simončičevim Toplarjem na Bistrici potekala v Domu kulture v Šentrupertu, povedal, da živi v najlepših krajih sveta. Kamorkoli se odpravim s fotoaparatom ali pa brez, me navduši in me pritegne, tako da ne bi mogel tukaj zdaj izpostavljati, niti ne bi rad. Jaz pravim, naj bojo tudi stare občine Mirnske doline združene v lepoti in tudi v sodelovanju, v mislih in besedah. Zato, ker res materijala je bilo toliko, da že sam izbor, zdaj če gledamo, to je 2007, to je v bistvu 5 let, veliko je bilo tega materijala narejenega zaradi nekega navdiha, potem zaradi iskanja motivov, ki so podlaga za likovno ustvarjanje, tako da v bistvu je ta sklop res nekako spontan. Fotografsko razstavo je sicer odprl šentrupertski župan Rupert Gole. Ja, Mirnska dolina je zelo zanimiva, tako za fotografe kot za slikarje. Današnja razstava bo pokazala nekaj lepih utrinkov iz te Mirnske doline. Popelarju je ponovno dal vso podporo pri ustvarjanju in delu pod Simončičevim Toplarjem. Kozolc je, če pogledamo ljudsko stavbarstvo, nekako doživel vrhunec ljudskega stavbarstva v lesu, ravno v Mirnski dolini in ravno v tem Simončičevem Toplarju, tako da lahko mirno trdim, da gre za nek visok kulturni dosežek takratnega podeželskega prebivalstva in kultura s kulturo gre pravzaprav vedno skupaj in mislim, da bo takšnih dogodkov tako pod Simončičevim Toplarjem kot tudi v muzeju Kozolcu na prostem v bodoče še več. Dogodek je kulturno zaokrožila vokalna skupina Lilith. V začetku oktobra bo v sklopu galerije še zadnja mesečna razstava. Takrat se bo predstavila domačinka, sicer etnologinja Mojca Ramovš, s fotografsko razstavo o Šentrupertu kot prijaznem letovališču ter identitetah in turizmu Mirnske doline. Toplart galerija bo sicer odprta še do konca oktobra.